V zadnjih dneh, kot vidite, se bistveno povečuje v vseh javnomnenjskih anketah glas tistih, ki spoznavajo škodljivost, nepotrebnost, neustreznost in v primeru novele zakona o arhivih tudi neustavnost predlaganih rešitev. Ljudje so spoznali, da gre za slabe zakone, za zakone, ki niso v ponos mladi demokratični državi. Zaradi tega v Slovenski demokratski stranki pričakujemo trojno zavrnitev teh slabih in škodljivih predlogov in pričakujemo tudi, da bo v nedeljo 5. junija zavrnjena novela zakona o arhivih. Treba je biti proti, pokolikor želimo, da arhivi ostanejo odprti, tako kot so danes, tako kot so odprti od leta 2006 dalje. In kljub strahovom se seveda v teh 5 letih ni zgodilo nič. Tudi tisti, ki so danes zelo glasni in ki ta svoj glas dajajo za zaprtje teh arhivov, vključno z ministrico za kulturo, so bili leta 2006 za zakon o arhivih, ki velja. Proti je potrebno biti zaradi tega, ker danes oblast zapira arhive, jutri pa bo zapirala drugače misleče. Vmesna faza bo pa prepoved svobode govora. Proti je treba biti zaradi tega, ker se z nikakršnim zapiranjem starih udbovskih arhivov ne da zapreti resnice. Resnica prihaja in mora priti na dan in praktično cela Evropa se čudi, kaj leta 2011 Slovenija vendar počne. V tistem, ko smo na nekih demokratičnih temeljih utemeljili našo državo, vzpostavili vse institute, slovenska oblast zapira en del arhivov, bivših arhivov, bivše tajne politične policije. In v okviru teh glasov, ki prihajajo iz Evrope proti temu zakonu, proti tej noveli, je tudi podpora gospoda Wilfreda Martensa, predsednika Evropske ljudske stranke, nekdanjega belgijskega premijeja, in iz te podpore bi želel izpostaviti en del, ki se mi zdi bistven. Gospod Martens pravi, da morajo arhivi, ta izjava se nanaša predvsem na arhive bivše tajne politične policije, o čemer govorimo pri tem zakonu, da morajo ti arhivi služiti kot močan opomin prihodnim generacijam Slovencev in Evropejcev, da se komunistični nadvladi in vsem oblikam totalitarizmov ne bo nikoli več uspelo uveljaviti v Evropi. Podporo je izrazila tudi podporo temu, da arhivi ostanejo odprti in da ostane v veljavi ustaven zakon iz leta 2006, kar je ugotovilo nedavno tudi Ustavno sodišče, ker je ugotovilo, da je ta sprememba, ki je na referendumu protiustavna. Podporo je izrazila tudi gospa Sandra Kalniete, predsedujoča neformalni parlamentarni skupini za pravo evropskih zgodovin. To skupino sestavlja 38 evropskih poslancev iz 6 evropskih političnih skupin. Praktično je v sestavi te skupine celotna politična struktura Evropskega parlamenta, zaradi tega seveda uživa tudi zelo široko podporo v Evropskem parlamentu. In kaj pravi gospa Sandra Kalniete v tem mnenju, ko se zgraža na tem, kaj počne slovenska oblast? Pravi, da taki ukrepi, kot se jih poslužuje zdaj vlada s to novelo, imajo namen trajno prikriti resnico o kaznivi preteklosti tajne policije totalitarnih režimov za omejevanjem strokovnjakov in posameznikom dostop do teh vitalnih zgodovinskih virov. Zanikanje pravice državljanov do dostopa do objektivnih informacij je zato v popolnem nasprotju z dolgo veljavnimi evropskimi vrednotami. Mislim, da se Slovenija ne sme več poosebljati, kar je nedavno zanimivo dejal dr. Pirjevec, da se ne sme več poosebljati v bivšem totalitarnem režimu, da je to popkovnico prekinila pred več kot 20 leti in da bi bila napaka, da z zapiranjem arhivov začne stopati nazaj po poti bivše tajne politične policije, po bivši vodkovski poti. In kolikor želimo to pot preprečiti, moramo v nedeljo 5. junija seveda ta škodljiv zakon zavrniti in biti proti,
za to, da bo resnica še naprej ostala v veljavi.